Dober dan, to je N1 studio. Po strašni nesreči na železniški progi med Postojno in Prestrankom, ko je vlak trčil v delavce Slovenskih železnic, med katerimi sta dva umrla, dva pa sta težje poškodovana, preiskava še vedno poteka. Kako se je lahko zgodilo, da so bili delavci o prihodu enega vlaka obveščeni in so se umaknili, o prihodu drugega pa ne? Kako to, da ga nihče med njimi ni videl ali slišal? Je šlo res za človeški faktor in kdo je zatajil? Kaj so pokazali posnetki pogovorov in kaj sledi? Za nekaj pojasnil je z nami direktor SŽ Infrastruktura, gospod Matjaž Kranjc. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospod Kranjc, najprej vprašanje, kako sta zdaj težje poškodovana delavca, se njuno stanje že izboljšuje? Ja, še vedno sta hospitalizirana. Naš sodelavec, ki je v Izoli, je bil tudi oskrbljen primerno in bo še kak teden v bolnišnični oskrbi. Za sodelavca v kliničnem centru v Ljubljani pa računamo, da bo danes ali v naslednjih dneh najkrajšem času odpuščen. Ni huje poškodovan. To je lepo slišati. Vsekakor, včeraj ste tako vi kot generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes dejali, da bo treba poslušati še posnetke pogovorov, da boste lahko ugotovili, kaj se je zgodilo. Ste jih zdaj danes že poslušali, je že kaj bolj jasno? Seveda, preiskava izrednega dogodka je potekala včeraj cel dan in tudi danes. Danes smo dobili en del pogovorov, kjer je razvidno, da dejansko je šlo v tem primeru za človeško napako. In vse, kar je pa sledi temu, je pa seveda še predmet preiskave. Veste, na železnici imamo protokole določene tako, da je razširjena odgovornost oziroma da je odgovornost, bomo rekel, en drugega varujemo, ne? In tudi v takem primeru je potrebno raziskati, zakaj je bilo tako, na koncu se je zgodilo, kot se je dejansko je. Verjamemo, da je človeška napaka, dejansko je dejstvo. Koliko tega bomo pa v naslednjih dneh tudi ugotovili. Ampak lahko še vseeno malo bolj konkretno poveste, človeška napaka v smislu česa? Kaj ni bilo narejeno, pa bi moralo biti, če tako vprašam? Tako kot smo včeraj povedali, skupina o vožnji vlaka ni bila obveščena. Vse prej je bilo v redu. Skupina se je nekje ob 47 minut prijavila progovnemu prometniku v Center vodenja prometa v Postojni. Ob 7:44 je bilo zahtevano obveščanje, se pravi o vožnjah vseh vlakov, zato da se skupina pravočasno umakne iz tira, na katerem je delala. Tudi prvi vlak nekje ob 8:09 je bil primerno obveščen, pravilno in ni bilo nobenih težav. Seveda ob 9 pa 8 minut oziroma 9 pa 9 minut pa je bilo dejansko storjena napaka, ki je bila posledica res tragične nesreče. Tudi progovni prometnik je ob sami prijavi delovne skupine pravilno reagiral. Nastavil si je varovalko, varovanje, opozorilo na signalno varnostno napravo, ki ga opozarja, da je na odseku delovna skupina in da mora pred odpravo vlaka obvestiti to delovno skupino. Seveda ga ta naprava potem tudi z vsakim poskusom postavitve na tak tir opozarja. Prvič, ali ste obvestili skupino. Mora potrditi, da. Ga še enkrat vpraša, ali ste res prepričani, da je? Da. In potem šele tretji klik je šele možno, da se postavi izvoz iz postaje. Tako da te varovalke so bile nastavljene, tudi po dogodku so bile še vedno na ekranu. Imamo protokol signalno varnostne naprave in tako da tukaj vemo, da je bila storjena napaka. Bilo je zavestno potrjeno, da se pravi, da ve, da je skupina na progi. O tem, da bi pa skupino obvestil, pa imamo tudi iz prvih posnetkov, zagotovo vemo, da skupina ni bila obveščena. Se pravi, potrdil, ne izvedel. Kaj pa strojevodja na vlaku pa ni vedel, da so na tirih delavci? Strojevodja je obveščen, skupina je bila označena, pravilno označena z signalnimi opozorilniki. To so včasih v progi vidite ene take loparje, kjer je en tak delavček gor na sliki in
To je bilo pravilno postavljeno na pravilni razdalji in ob takem, ko pride strojvodja do takega znaka, oddaja večkrat signalni znak pazi. To je tisti dolgi pisk, ki ga ponavlja toliko časa, dokler ne pride do skupine. Zdaj, skupina je opravljala delo na pritrditvi tirnic, se pravi, uporabljala je motorno orodje, ki ropota. Temu in pa dejstvo, da je šlo za Stadlerjev vlak, električni, ki ne povzroča toliko hrupa in nenazadnje tudi ne povzroča tresljajev, kot jih povzročajo težki tovorni vlaki, kar bi že iz tega tudi zaznali, da se vlak približuje. Je seveda prišlo do te tragedije, da skupina ni mogla odreagirati. Ampak saj imajo tam na terenu čuvaja, kaj pa je ta čuvaj delal? Ni gledal? Čuvaj, teren je seveda tukaj tudi v krivini, tako da je vlak, ko ga je opazil, je bilo prepozno. Tako da tukaj je bila, bom rekel, napaka res velika. Kaj vse, se pravim, vemo, kaj je bil tisti vzrok, ki je porinil vse skupaj, da se je do tega dogodka, da se je začelo odvijati, kdo vse bi pa lahko to preprečil s svojim ravnanjem, bomo pa še seveda, bo preiskava pokazala. Povejte mi, gospod Kranjc, preden ste prišli sem v naš studio, ste imeli tudi seje nadzornih svetov na železnicah, so tam, ne vem, pričakovali nadzorniki kakršnakoli pojasnila, so vas, ne vem, je bil kdo pozvan k odgovornosti, bo moral kdo za to odgovarjati, kaj se je dogajalo na teh sejah nadzornih svetov? Seveda nadzorniki opravljajo svojo funkcijo nadzora in kot taki so bili tudi takoj obveščeni o izrednem dogodku, tako z moje strani nadzorni svet SŽ Infrastruktura in pa tudi strani generalnega direktorja nadzorni svet Slovenskih železnic. Seveda dano jim je bilo kratko poročilo o izrednem dogodku, o tem poročilu so želeli razpravljati na izredni seji, predstavili smo jim tako na našem kot na glavnem nadzornem svetu tudi vse podatke, ki jih imamo, vse ugotovitve, ki jih do sedaj imamo, vse karkoli počnemo in seveda dobili smo tudi nadzorni svet kot odgovorni nadzorniki so seveda podali svoja neka pričakovanja in priporočila in to bomo mi seveda tudi izvedli. Lahko povem, da od teh niso nič dramatičnega, seveda se pa predvsem pričakuje od uprave ene in druge družbe, da izvede vse, da do tazga izrednega dogodka ne pride in pa da se razišče, zakaj je do tega izrednega dogodka prišlo. Tako da mi vse to delamo in ne vidim nobenih težav v zvezi z realizacijo priporočil, ki so jih nadzorniki sprejeli. In torej ni nihče zahteval neke odgovornosti vodilnih, da bi moral kdo odstopiti ali kaj takšnega? Tega ni? Vsakršna objektivna odgovornost je seveda na mestu. Jaz sam nimam nobenih težav s tem, kar sem predsedniku tudi povedal. Verjamem pa, da tudi drugi nimajo. Pa torej čutite neko objektivno odgovornost zaradi tega? Zaenkrat, če bi jo čutil, bi že včeraj odstopil. Če pa bo komu lažje, zato pa seveda takoj in brez težav. Ampak rekli ste tudi nadzorniki zdaj pričakujejo, da boste določene ukrepe izvedli, da se pač v prihodnje prepreči takšne strašne dogodke. Kaj konkretno boste torej naredili, kaj boste, ne vem, popravili, izboljšali, spremenili pri teh varnostnih protokolih konkretno? Poglejte, mi imamo delovno navodilo varovanje delovnih skupin. Natančno precizirano in ob izvajanju teh pogojev je za vse udeležence v tem procesu zagotovljena maksimalna varnost. Seveda težava je v primeru, ko karkoli zataji in pač človeškega faktorja se ne moremo izogniti, tudi, ne vem, vsi vemo, da pri rdeči luči, pri rdečem semaforju stojimo, pa se kdaj zgodi, da kdo prevozi. In tukaj je podobno. In seveda mi smo v prvi fazi takoj včeraj ustavili vsa dela, ki se izvajajo pod prometom. Dokler ne raziščemo, dokler ne ustavimo določenih dodatnih varovalk, bomo seveda na tak način delali ne bomo. Moji kolegi trenutno sedijo in pripravljajo dodatne ukrepe, dodatna varovanja, ki jih bomo predpisali kot obvezne, zato da bomo
tveganje človeškega faktorja, kot je bil v tem primeru, čim bolj izničili. Iščemo rešitve, seveda prvi bodo najbolj enostavni bodo dodatni kadrovski, mogoče dodatni čuvaj, ki bo še na neki razdalji pred skupino na takšni razdalji, da bo preprečeval, da bi se karkoli zgodilo, ampak Neki izvidnik. se pravi, vsi ti ukrepi pa bodo pa v smislu, da odpravijo tveganja kakršnekoli človeške napake. Še enkrat govorimo o tem, da jaz mislim, da se tega 100% ne da. Vse, karkoli pa sprejmemo, je pa seveda varnost železniškega prometa, pa varnost naših zaposlenih je pa seveda pred vsemi drugimi cilji. In to jaz mislim, da zasledujemo, to kažejo tudi kazalniki, koliko dejansko izrednih dogodkov imamo, da delamo na tem in verjamem, da bomo tudi tukaj sprejeli te ukrepe. Pri vsakem izrednem dogodku je za nas ni pomembno toliko, da tudi to, ampak je stranskega pomena, da ugotovimo, kdo je odgovoren za izredni dogodek. Mi iščemo vzrok, se pravi, kaj je tisto, kar je povzročilo, da je do izrednega dogodka prišlo. Večinoma je to splet, nikoli ni samo eden, ker mi imamo tako, da, bom rekel, zaposleni en drugega varujejo. Ko pride do kakršnihkoli, do ene večje napake, potem, če vsi opravijo svoje, je veliko možnosti, da se to tudi prepreči, saj kaj hujšega. Če pa še kdo drug kaj, mogoče kaj zataji ali pa ne naredi 100%, je pa lahko pride do tragedije. Tako da to bomo seveda zdaj uredili, to tveganje bomo mi dodatno ocenili, preprečili in tudi, se pravi, tako kot pri vsakem izrednem dogodku, sprejeli neka priporočila in ta priporočila bomo tudi realizirali. Kaj pa vam pri tem konkretnem primeru recimo še manjka, da bi lahko sestavili celotno sestavljanko, kateri koščki vam zdaj v bistvu še manjkajo, da pridete da res dokončno dognate, kaj se je pravzaprav včeraj zgodilo med Postojno in Prestrankom? No, manjkajo še zapisi registriranih naprav iz vlečnega vozila, kjer jih je potrebno komisijsko vzeti, pa se pravi, da bomo videli, kakšno je bilo ravnanje še strojvodje na vlaku, kakšna je bila hitrost in tako naprej. Seveda dobiti neke izjave, glede na to, da so pa ljudje danes bolj ali manj bolniško odsotni zaradi šoka, ki so ga včeraj doživeli, je tudi zbiranje izjav in kakršnakoli preiskava v tem pogledu malo otežena. Normalno, popolnoma razumljivo. Povejte mi še to, ali je tudi država, govorim kot Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno, zahtevalo še kakšne dodatne ukrepe strani železnic v zvezi s to nesrečo, ali so še oni še kaj dodatnega v bistvu zdaj pričakujejo? Seveda pričakujemo, da bo varnostni organ, ki nam je podelil sistem varnega upravljanja, potrdil varnostno pooblastilo, se to delovno navodilo, ki ga uporabljamo in po katerim so delavci opravljali svoje delo in po naših trenutnih ugotovitvah nismo zaznali, da bi bilo kakorkoli kršeno. Ta določila seveda bodo opravili nadzor. Tudi sam sem se danes pogovarjal z direktorjem agencije AŽP-ja v Mariboru in verjamem, da bodo tudi oni ugotovili, ali smo mi kakorkoli delali narobe oziroma tudi oni lahko izdajo kakršnakoli priporočila, ki jih bomo seveda z veseljem upoštevali. Zdaj, letos je pač tako, da je to že tretja smrtna nesreča. V bistvu tista prej, v bistvu pri Borovnici, ni šlo za zaposlenega Slovenskih železnic. Ali boste te delavce, ki niso iz Slovenskih železnic, ampak pač neki podizvajalci, kakšna druga podjetja, boste tudi za njih kakšne stvari še poostrili ali bodo ta poostrena nova pravila veljala za čisto vse, ki opravljajo dela na tirih? Zdaj, res je, letos smo imeli med postajama Laze-Zalog, ki je bila ena delovna nesreča, podobna, kjer je delavec nepravilno sestopil na stran, kjer je ravno v času, ko je po sosednjem tiru pripeljal vlak. Seveda je bila pač to napaka, kjer ni bilo vrnitve. Po drugi strani je bilo tukaj Presarje Borovnica prav tako napaka, kjer je zunanji
izvajalec, delavec zunanjega izvajalca, kljub opozorilu čuvaja, kljub temu, da je potrdil, da ve, da je seznanjen, da je vlak nepravilno hodil po železniški infrastrukturi, uporabljal še napravo za komunikacijo in tako naprej in temu primerno samo grozil in pripeljal do tragičnega dogodka. Tako da tam po vseh indicih žal nismo mogli tega preprečiti. Seveda enako pa imamo mi tudi vzpostavljena pravila za vse izvajalce, ki opravljajo dela v progovnem in varovalnem pasu. Se pravi, na železniški infrastrukturi nihče ne sme opravljati del brez predhodnega poučevanja iz varstva pri delu. Naš varnostni inženir opravi poučevanje poimensko. Vsak delodajalec je zavezan za svoje osebje pridobiti, zagotoviti, naročiti to izobraževanje in pa seveda vsak delavec poimensko dobi svoje dovoljenje za gibanje, ki je omejeno za čas trajanja nekega projekta in samo lokacijsko na tistem odseku, kjer se dejansko ta projekt izvaja. In to mi nadziramo. Nadziramo zaposleni na Slovenskih železnicah, tako nadzira inšpektorat, ne nazadnje tudi drugi nadzorni organi in v primeru, da se najde kakršenkoli delavec, delodajalec, ki ima delavca na progi brez tega dovoljenja ali kakorkoli svojim ravnanjem ogroža varnost v železniškem prometu, mu takoj prepovemo opravljanje dela. In takšni delodajalci pač niso zaželeni in to tudi jasno povemo. Pa ne glede na to, kako pomemben je že ta delodajalec. Bodo pa, čeprav razumem, torej poostrena nova pravila veljala tudi za njih? Vsekakor mi vse, bom rekel, te delovne nesreče pač se dogajajo zaradi povečanega obsega dela. Imamo več delovnih skupin, imamo več nadgradenj, remontov in tako naprej in več delavcev, več delovišč je potencialno večje tveganje. In seveda mi ta nadzor izvajamo, ta proces imamo definiran. Pred leti, že ko so se prve nadgradnje začele, smo to dejansko vzpostavili tak sistem in tudi striktno ukrepamo. Če ne bi tako delali, bi najverjetneje imeli tak kaos na železniških tirih, da bi bilo teh nesreč bistveno več. No, na tej točki si seveda želimo, da bi jih bilo čim manj v prihodnje. Vsekakor za danes pa, gospod Matjaž Krajnc, najlepša hvala, da ste prišli in seveda varno in srečno v novem letu 2024. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, karkoli bo v zvezi s tem novega, ko bo jasnega še kaj več, zato bo pravi naslov naša spletna stran n1info.si, kjer celotno dogajanje seveda sproti spremljamo. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje in seveda vesele božične praznike in vse dobro v letu 2024.